Trenutno na svetu ni več znamke, ki se ne bi aktivno ukvarjala z izdelavo električnega avtomobila. Tudi večina se jih zapoveduje, da bodo v Evropi čez približno 5 do 10 let prodajali samo še električne avtomobile. Pri tem pa si znamke različno razlagajo besedo električen. Nekatere imajo v mislih 100% električen pogon, spet druge pa za začetek razmišljajo, kako najbolje združiti klasični, bodisi bencinski ali dizelski motor z električnim motorjem. In ta kombinacija je ob predpostavki, da sta klasični motor in električni motor dobro igrana, lahko tudi odlična izbira. Za razliko od večine znamk, ki svoje modele razvijajo z mislijo na globalno prodajo, pri Oplu poudarjajo, da gre v primeru Astre za izključno nemški produkt. A če vemo, da je Opel pridružen skupini Stellantis, jim to težko verjamemo. Oziroma, če smo pošteni. Lahko je res, da so novo Astro zasnovali, razvili in izdelali v Nemčiji, vendar pa so zagotovo bili deležni pomoči strani Peugeota in njihovega modela 308. Navsezadnje gre za podobno velika modela. Pri obeh pa se najde kar nekaj enakih sestavnih delov. Ampak če so Nemci iz skupne vreče vzeli le najboljše, potem to sploh ni slabo. Z obliko je itak tako, da je nekomu všeč, drugemu pa iz znanega ali pa neznanega razloga pač ne. In tudi v primeru nove Astre je tako. Je pa res, da če sklepam iz lastne izkušnje, mi na začetku Astra ni bila nič posebnega, po nekaj preizkušanih modelih pa priznam, mi je vedno bolj simpatična. Odsekane linije jo delajo odločno in agresivno, predvsem pa prepoznavno. Za moj okus celo malce preveč sledi zunanjosti tudi notranjost. To se odraža predvsem v ostrih linijah, ki so precej izrazite, a po drugi strani spet drugim očem prijetne. Izstopa velik osrednji zaslon, ki pa pravzaprav sploh ni osrednji, ampak je v Astri zgolj en, imenovan Pure Panel. V njem pa so združeni tako osrednji zaslon, kot tudi novi digitalni merilnik. Glede na zmožnosti digitalizacije bi lahko bili ti merilniki pred voznikom bolj raznoliki ali pa vsaj grafično bogateni, a če gledamo po drugi strani, so informacije jasno podane in pregledne. Pri Oplu že od nekdaj stavijo na dobre sedeže in tudi v novi Astri se sedi dobro. Pred voznikom pa je spet nekoliko drugačen volanski obroč, ki pa lepo sede v roki, predvsem pa ponuja velika in pregledna stikala za upravljanje različnih funkcij in tempomata. Vse zame pa se verjetno najboljši del tele Astre nahaja pod motornim pokrovom. Oznaka PHEV razkriva, da gre za priključnega hibrida. V tokratnem primeru sta združena 1,6 litrski bencinski motor, ki doprinese 110 kW, in električni motor z močjo nekaj malega več kot 81 kW. Združeno ponujata 132 kW sistemske moči oziroma 180 konj in pri tem poskrbita, da se Astra z mesta do 100 km požene v dobrih 7 sekundah in doseže največjo hitrost 225 km/h. Glede na dejstvo, da se vse več avtomobilskih znamk odloča za ostra omejevanja najvišje hitrosti, je Astrina izjemna. Sploh če vas poti vodijo tudi na nemške avtoceste, kjer si lahko daste duška popolnoma brez skrbi. Pri vožnji po naši avtocesti in hitrosti 130 km/h pa motor tako lepo prede, da se ga komaj sliši. No, če so baterije polne in ste s stopalko za plin zelo nežni, se vam dejansko lahko zgodi, da ga sploh ne boste slišali. Kajti zgolj na elektriko se lahko tale Astra pelje do hitrosti 135 km/h. Je pa potem iluzorno pričakovati, da boste z le električnim pogonom naredili strani tovarne obljubljenih dobrih 60 km. Ampak nič ne de. Najbolje se pogonski sklop izkaže, ko delujeta sinhrono oba motorja. Takrat je tale Astra izjemno odziven in okreten avto. Pravzaprav se ne spomnim, kdaj nazadnje sem vozil avto
ki je deloval tako dobro, tako sproščeno. Ko pa pogledaš na merilnik hitrosti, so številke presenetljivo visoke. Naj si bo to na običajni cesti ali pa na avtocesti, je pospeševanje hipno, a tega voznik, še manj pa sopotniki, sploh ne občutijo. Hkrati velja pohvaliti še 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki s hibridnim pogonom deluje zares odlično in pa učinkovito podvozje. Tale Astra spet prinaša občutke, kakršne so nemški avtomobili prinašali nekoč, ko si v ovinku točno vedel, kaj se dogaja pod kolesi, predvsem pa si za volanskim obročem čutil, kje so meje in sposobnosti avtomobila. A tale Astra nikakor ni namenjena zgolj dinamični vožnji, saj je še kako prija, uglajena in umirjena. Pri tem se hvaležno odzove z izjemno porabo goriva, ki s popolnoma napolnjenimi baterijami komaj preseže liter ali 2. Pa četudi so baterije povsem prazne, je za 100 prevoženih kilometrov dovolj okoli 5 litrov bencina, le priganjanje zahteva za tako moč motorja povprečnih 7 do 8 litrov bencina. Nekoč mi je nek avtomobilski oblikovalec dejal, da se trudi, da njegovi izdelki ne bi bili hipno všečni. Ker je mnenja, da če je ljudem nekaj takoj všeč, se tega še hitreje naveličajo. Zato raje vidi, da ga na začetku kritizirajo, potem pa ti njegov avto nehote zleze pod kožo. Takšna je brez dvoma tudi Astra. Žal se v Sloveniji predstavlja s precej visoko ceno, ki bo zagotovo odbila kakšnega kupca, a povsem neopravičeno. Osebno menim, da na naših tleh v tem avtomobilskem razredu ni veliko avtomobilov na ravni Astre, predvsem ko se pogovarjamo o voznosti, legi na cesti in tistih pristnih vozniških vtisih. Vse ostalo so itak finese, ki jih določa predvsem debelina denarnice oziroma dejstvo, koliko je kupec pripravljen plačati oziroma doplačati za različno dodatno opremo.